Povpraševanje po zaposlitvenih kadrih v obrtnih poklicih je veliko. To so spoznavali učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol v občinah Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče na predstavitvi perspektivnih obrtnih poklicev prihodnosti, ki so jo zanje pripravili območna obrtna podjetniška zbornica Slovenske Konjice in župani vseh 3 občin. Mladi se čedalje manj odločajo za izobraževanje na srednjih poklicnih šolah, čeprav je ravno tukaj veliko možnosti za nadaljnjo poklicno kariero. Poklice cvetličarja, frizerja, kozmetika, urarja, slaščičarja, šivilje, dimnikarja, slikopleskarja in voznika so učenci spoznavali v začetku oktobra v športni dvorani Slovenske Konjice. Kopico drugih poklicev pa so učenci s pomočjo članov zbornice, obrtnikov in podjetnikov spoznali v njihovih obratovalnicah. To so bili poklici fotografa, tiskarja, kleparja krovca, tesarja, varilca, ključavničarja, obdelovalca kovin, brusilca, orodjarja, strojnega tehnika, mizarja, avtokleparja, avtoličarja, elektrikarja, gradbenega tehnika, zidarja, kamnoseka, natakarja, kuharja in vzgojitelja. Dogodka se je z veseljem udeležil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je čestital organizatorjem, da so omogočili izredno dobro predstavitev poklicev. V Sloveniji imamo problem s poklicno izobrazbo, ki je v primanjkovanju. V nekaterih obrteh poklici celo izumirajo. Izjemno pomembno je, da se učenci iz zaključnih razredov osnovne šole spoznavajo z ljudmi iz teh obrti, kaj delajo v svojem poklicu in s čim lahko ljudem svojim znanjem pomagajo in hkrati izvejo, da je to možnost osebnega zaslužka. Zato je izredno pomembno, spoštovane učenke, učenci, sedaj, ko ste v 8. ali 9. razredu, ko se odločate za svojo življenjsko prihodnost v življenju, kaj boste počeli, treba imeti tudi skupaj vi in starši, da ugotovite, kje je vaše mesto, kje boste v bodoče delali in seveda, kje boste tudi normalno zaslužili za svoje življenje. Moram reči, da to je priložnost v obrti, v podjetništvu. To, kar danes predstavljate, to je rokodelstvo, to so nekatere obrti, ko še delajo zgolj z rokami. Drugače, moram reči, v obrti in podjetništvu, v naših obratovalnicah, podjetjih so visokotehnološki stroji, CNC stroji in tudi roboti. Zato tudi ta del obrtništva in podjetništva potrebuje visoko strokovni kader. Da pa lahko je strokovni kader kvaliteten, potem je treba začeti pri obrti, se začeti učiti rokodelstva. To je osnova vsake dejavnosti. Seveda, obrtniki in podjetniki, kateri delamo v obrti in podjetništvu, tudi jaz sam kot podjetnik, obrtnik, sem začel kot vajenec. Naučil sem se rokodelskih veščin in seveda kasneje nadgrajeval svoje znanje in skozi to svoje znanje pripeljal danes svoje podjetje do uspešnega podjetja. To je lahko motivacija za vse vas, spoštovane učenke in učenci. Zato mislim, da je prav, da temeljito premislite, kako in kaj v bodoče se boste odločali za svojo življenjsko pot glede poklicnega izobraževanja. Moram reči, da na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije imamo oddelek za izobraževanje, kateri promovira obrtne poklice že v vrtcih, v osnovnih šolah in seveda potem naprej še tudi v srednjih šolah. Zato mislim, da je izredno pomembno, da ne samo da razvijamo podjetništvo, obrtništvo v Republiki Sloveniji, je izredno pomembno, da tudi promoviramo obrt in podjetništvo, da se boste vi, spoštovane učenke, učenci, odločali za ta del izobraževanja. Tu noter, verjemite mi, imate že sedaj zagotovljeno zaposlitev. Želim vam vse dobro na novi poti, kakoršnokoli se boste odločili z vašimi starši ali visokošolski, ali boste pa začeli svojo življenjsko pot v poklicnem izobraževanju. Hvala vam in hvala organizatorjem, da ste mi dovolili, da spregovorim par besed in seveda hvala vsem mojim kolegom, kateri danes promovirajo obrt in obrtne poklice. Hvala.
Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinček je seznanjen s tem, da določena domača podjetja iščejo zaposlitvene kadre v obrtnih poklicih, ki pa jih nikakor ne morejo zlahka dobiti. Slovenski šolski sistem je v zadnjih letih nekoliko preveč usmerjal mlade v družboslovne dejavnosti. Medtem, ko je kovinarska industrija v Dravinjski dolini izjemno močna, se podjetniki pritožujejo, da na razpisih za prosta delovna mesta ni ljudi s potrebnim znanjem. Seveda je danes delo v proizvodnji drugačno kot včasih. Delo poteka na računalniško podprtih strojih in v drugačnih podpornih okoljih, za katera so potrebna določena znanja. Zato sem iskreno vesel, da je prišlo po nekaj usklajevanjih do današnjega dogodka, da preusmerimo način razmišljanja v celotni družbi, predvsem pa, da vas, ki se odločate za nadaljnjo poklicno pot, usmerimo pozornost na to, da je pa resnično možnost zaslužka in življenja tudi v poklicih in pa v sami proizvodnji. Nič nam ne pomagajo delovna mesta in pa sodobni stroji v kovinski industriji, po katerih Dravinjska dolina je prepoznana, Unior Zreče, GKN in še lahko naštevali, ko stroj gradnja, če nimamo ljudi, ki bodo na teh delovnih strojih delali, ustvarjali dobiček, zato da bo celotna družba lahko normalno delovala. Jaz vam želim, da do dobra izkoristite današnji dan in vsakemu od vas želim, da pride do ideje, v kateri se bo našel, v kateri se bo šolal in kasneje tudi delal za to, da bo svojo družino preživel in da bo celotna družba, celotna Dravinjska dolina tudi prosperirala. Verjetno počutje in kot sem dejal, vsakemu želim eno pravo idejo. V domačem okolju je premalo oseb, ki bi bile sploh sposobne delati na teh mestih, zato je potrebno takim usmeritvam v izobraževanju dati večji poudarek. Pomemben zagon obrtno-podjetniški dejavnosti v Dravinjski dolini bo lahko v prihodnosti dal tudi letos ustanovljen Dravinjski poslovni klub, kar je bila dolgoletna želja in ideja. K temu so pripomogle bogate izkušnje iz sveta podjetništva nove direktorice občinske uprave Brede Obrez Preskar in lokalnih podjetnikov. Skupaj z Odborom za gospodarstvo in obrtno zbornico so v času letošnjih konjiških dni formalizirali in ustanovili Dravinjski poslovni klub, ki je izvrstna priložnost, da se podjetniki srečujejo, izmenjujejo mnenja, izkušnje in težave, ovire pri poslovanju. V okviru kluba potekajo srečanja, predstavijo se primeri dobre prakse, predvsem pa je največja želja spodbuditi sodelovanje med podjetniki v domačem okolju. Z uspešnim podjetniškim delovanjem je pozitivna prihodnost za izobražene v obrtnih poklicih optimistična.